Lepo pozdravljeni z Dunaja, no pa si pogledajmo na kratko, no tukaj vidite predsedniško palačo, tamle naravnost vidite kanclersko palačo. Pa naš namen ni kazati politike, ampak vam prikazati vrt, ki se imenuje Ljudski vrt. Volksgarten se imenuje natančno po njihovo, bom da se pravilno izgovoril, pa si pogledamo na kratko te res znamenite vrtnice, ki jih je v bistvu v različnih barvah veliko, in zato bomo šli pogledati nekoliko po vrtu. Zdaj bomo pokazali zanimivo hranilnico za ptiče. Tukaj vidite, naravnost vidite, kako se prihajajo hraniti. Samo sekundo, če vidimo bliže, če nam bo to uspelo. No, to je hranilnica za ptiče. Vidite tole. Žal nam ne bo uspelo počakati ptičev, no to je še ena taka tole. In zdaj pojdimo, se prebijemo čez tele zanimive cvetne vrtove in cvetne grmovje. Vidite tole pridno čebelo hodila. Vidite, no, tu je vrtnica s takšno barvo. In tudi ona je deležna opraševanja znamenite čebele. No, tole je vrtnica, ki je res zanimiva in je takšne barve, še razcvetena. No, pojdimo naprej. Zanimivo je, da je tudi po tleh še kar nekaj rož. Poglejte tole. Te poznate iz naših krajev. No, tamle daljavi vidite eno od palač nekdanjega cesarstva, ki je zdaj seveda muzej, in to prirodoslovni muzej. No, tu so vrtnice, ki so takšne barve, ki bi krvavo rdeče. No, pa poglejmo tole, ta je rumene barve. Vidite tole. No, in zdaj je en razcveten vrt, bolje rečeno grm, ne vrt, grm, ki je v bistvu, gledajte kakšen, ki je res nekaj posebnega. No, pa stopimo še v tehle vrtnice, si jih pogledate z vrha, priznate, da so res nekaj posebnega. No, in zanimiv je tudi ta desni in levi grm, ki je v bistvu ta že odcvetel, ampak ne čuti ga. No, in tu je še en z rumeno barvo. Morate priznati, da je Volksgarten predelček tega vrta res nekaj posebnega. Mi se bomo zdaj tukaj prebili med temi vrtnicami.
mimo in seveda se namenili v tisti del Holzgartna, ki je osnova. Tole, ko vidite, res zanimive dodatke tega naravnega bisera. No, v tem delu vodnjakov, ki obdajajo zanimivi beli tulipani in seveda tukaj vidite kako je vse okoli tegale zanimivega vodometa. No in v tem vodometu je našla svoj prostor tudi tale dama. Vidite, je lepa, podrečeno. Ta rast je res nekaj posebnega. No pa pojdimo naprej. Tam vidite gospoda, ki v bistvu se naučil surfati, sezul se in lepo mirno krmlja s svojimi prijatelji. No, to sta gospoda, ki v bistvu prav tako kot mi pripravljata za nekoga reportažo. Mi pa se bomo odpravili neposredno v središče Holzgartna, da vam ga pokažemo. S pogledom na res zanimiv pejsaž, ki bi ga umetniki zagotovo znali bolje predstaviti javnosti kot mi. Logično, saj so umetniki. No, vidite, tudi tukaj imajo kose, pogled tega. No in zdaj, da se bomo menili tukaj mimo. No, zanimivost, ki je vredno omeniti, je to ta objekt tukaj. Tukaj bo se nič posebnega, ampak gre za plesno dvorano, v kateri še vedno Dunajčani plečejo in se dobivajo na zanimivem plesnem srečanju. In še ena stvar, ki je tle tukaj zelo pomembna, pojte, vsak od teh vrtic ima tole. Pravi, ena roža za eno rožo. To je Brigitte Leib, sponzorica te vrtnice. In te vrtnice okoli celotnega parka. Vidite, tam vidite seveda njihovo znamenito gledališče in te vrtnice tukaj že naznanjajo, da so počasi v razcvetu. No, del zanimivosti tega parka je tudi tale del, ker je eden od umetnikov predstavil res tako imenovani pejsaž življenja.
Imenuje se, kot vidite zgoraj, Grill Parcer. No in pojdimo naprej. Pričakovali smo, da bomo v mesecu maju deležni bistveno večje cvetlične naravne razstave ali večjega tako zvanega odprtja teh znamenitih vrtnic. Žal pa je tudi tukaj zima nekoliko podaljšala svoje bivanje in tako je v bistvu pač malo vrtnic že razcvetenih in vam jih težko pokažemo v razcvetenem stanju. No, nekaj jih je že. Bomo poskušali tamle pokazati in stopimo do tega še enega od vodometov, ki je del celote tega znamenitega ljudskega parka. No, si poglejmo to razsvetljeno vrtnico tukaj. Kdo je sponzoriral, to je bila Eva Marija. Zanimivo. Ta njena vrtnica je, poglejte tole. Vidite letnico od 1917. leta skrbi za to vrtnico in narekovajem ta gospa. No, to je bil naš kratek utrinek iz Volksgartna. Da vam približamo že prihajajoči pomladni utrinek Dunaja, ki bo čez dober mesec poln, kot so grmi polnih čebel, toliko bo tudi obiskovalcev v tem zanimivem in vse razsvetljujočem parku. Tako se imejte in lep dan vam želimo iz mesta Dunaj. Žal vi vrane ne vidite ali pa jo in z njo končujemo ta naš prispevek do vas. Lep dan vam želimo, kjerkoli ste, in bodite drugič spet z nami.